Lepo pozdravljeni. Moje ime je Katja Škopin in sem urednica pri založbi Didakta. Zelo me veseli, da ste se odzvali današnjemu srečanju in v pol ure vam bom na kratko predstavila naš knjižni program za leto 2021, pri čemer bom malo obširneje govorila o nekaterih pomembnejših naslovih. Založba Didakta je v slovenskem prostoru prisotna že več kot 30 let. Ukvarjamo pa se z založništvom, potem poleg tega, da izdajamo knjige, izdajamo tudi dve reviji, pedagoško revijo Didakta in pa popotniško revijo Svet in ljudje. Prirejamo pa tudi občasno pedagoške seminarje za učitelje, ravnatelje in seminarje za starše. Naš letošnji knjižni program bo obsegal knjige za otroke, knjige za mladino, stripe, leposlovje in pa priročnike. Pri knjigah za otroke bi najprej rada omenila 3 nove knjigice, ki bodo obogatile že obstoječi zbirki. Prva je izvirna slovenska slikanica avtorice Ide Mlakar Črnič z čudovitimi ilustracijami Kristine Krhin. Ta bo šla v septembru in bo imela naslov Kako sta Bibi in Gusti ozmerjala čas. Že v aprilu pa napovedujemo izid 2 novih naslovov v zbirki Drobiški, in sicer Želva Željka in pa Čriček Petriček. Letos bomo izdali tudi 3 poučne knjige za otroke. Že zelo kmalu, verjetno že v aprilu, bo izšla knjiga o mojih čustvih, ki je v bistvu neka čudovita slikanica o čustvih, v kateri mala deklica Simona v raztegu enega tedna, 7 dni, doživi 7 različnih čustev. Jezo, veselje, žalost, ponos, ljubosumje, plašnost in pa strah. Knjiga je zasnovana interaktivno, in sicer z zavihki, poleg tega pa tudi z nalogami, preko katerih otroci pomagajo Simoni pri soočanju s čustvi in se tako v bistvu učijo v njih. Potem na vsakih nekaj strani pa je potem pridan še nasvet za bralca otroka, kako se s temi čustvi lahko spopade tudi on sam, oziroma je nasvet tam na mestu zato, da bi otrok se naučil, kako se določeno čustvo kaže. Mala enciklopedija zgodovine sveta je zelo zanimiva enciklopedija, namenjena v prvi vrsti otrokom starim od 6 do 8 let. Lahko pa seveda po njej posežejo tudi starejši za osvežitev zgodovinskega spomina oziroma ključnih podatkov. Knjigo odlikujejo zelo podrobne in slikovite ilustracije, ki bodo otroke zaposlile, razveselile in jim verodostojno prikazale svet oziroma razvoj sveta od prazgodovine pa do 21. stoletja. V knjigi so po obdobjih predstavljeni najpomembnejši zgodovinski dogodki in odkritja. Potem je pa pri vsakem obdobju nekaj strani namenjenih predstavitvi življenja v tistem času, nekaj strani pa še posebnim tematikam. V času prazgodovine recimo jamskim umetnikom, potem v času antike izbruha Vezuva, potem v srednjem veku vikinškim osvajanjem, v 19. stoletju prevoznim sredstvom in pa v 20. stoletju mednarodni vesoljski postaji. V septembru bo pa potem izšla Pametna znanost s hudomušnim podnaslovom za stare od 7 do 107 let. Vemo, da otroci velikokrat odraslim postavljajo nemogoča vprašanja. Naprimer, zakaj ne bom modro, kaj je v grbi kamele, do katere starosti bom rastel, kako nastane veter. In vse to so tudi vprašanja, ki so jih francoski otroci zastavili na spletni strani Image Doc,
kjer na ta vprašanja odgovarjajo novinarji s pomočjo raziskovalcev in pa strokovnjakov. No in francoska založba Bayard je med temi vprašanji jih izbrala 47 in jih opremila s hudomušnimi vložki in pa smešnimi ter močnimi ilustracijami Pascala Lemaitra. Ta enciklopedija je leta 2015 prejela tudi francosko literarno nagrado Le Goût de Science v skupini Znanost mladim, ki jo podeljuje francosko ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in pa znanost. Zelo se veselimo tudi izida 2 novih naslovov v seriji Hilda. Prva 2, Hilda in trol in pa Hilda in polnočni velikan, sta ravnokar izšla v januarju. In sicer gre za stripe britanskega striparja in ilustratorja Luka Pearsona, ki so po vsem svetu doživeli velik uspeh in so prevedeni že v več kot 15 jezikov. Trenutno se na Netflixu predvaja tudi serija o Hildi, slovenskih prevodov pa se je lotil Boštjan Gorenc. Hilda je torej mala neustrašna deklica, ki se vedno znajde v nekakšni avanturi. Na teh njenih pohajanjih jo potem redno spremlja tudi lisjak Štibelc. In v Hildi in trolu, na primer, Hilda, ki z materjo živi v hišici sredi gozda, med enim izmed svojih pohodov sreča trola. In ko ga Hilda hoče narisati, zaspi ter se kar naenkrat zbudi sredi snežnega meteža, za trolom pa ni niti sledu. Potem pa ob povratku nazaj domov sreča še velikana in potem sredi meteža, sredi gozda zagleda še hišico, v kateri živi nenavaden lesni mož, imenovan Lesko. Ta ji potem tudi pomaga ugotoviti, kaj se dogaja s temi troli, zakaj si jih je prikazal in kako se jih tudi rešiti. V drugem delu, Hilda in polnočni velikan, se pa Hildi svet praktično obrne na glavo. Ugotovi namreč, da v okolici hišice, v kateri prebiva, bivajo majhna, nevidna bitja, ki pa jih od tistega trenutka naprej lahko vidi samo ona. In ta mala bitja hišo ves čas obmetavajo s kamenji in tudi pošiljajo grozilna pisma za izselitev. Potem pa se Hildi o polnoči kar naenkrat prikaže še velikan. No in skozi zgodbo potem Hilda ugotovi, zakaj velikan prihaja v njeno bližino, sklene pa tudi premirje s temi majhnimi nevidnimi možici. V tretjem delu, Hilda in ptičja parada, ki ga napovedujemo za september, se pa Hilda z materjo že preseli v Trollberg. Ves čas hrepeni po svojih čarobnih prijateljih in dogodivščinah na daljnem severu in se kar nekako ne more vklopiti v družbo v mestu. Potem pa spet med enim izmed svojih sprehodov s prijatelji zaide na stran pota in sreča nenavadnega ptiča. V četrtem delu, Hilda in črni pes, ki ga napovedujemo za november, pa mesto Trollberg ogroža skrivnosten črn pes. Hilda pa spozna tudi izgubljenega hišnega duha Tontuja in potem še ostale hišne duhove. In prav Tontu ji pokaže skrivne prehode, ki jih poznajo le duhovi in se se jih lahko najde v vsaki hiši v mestu. In sicer te duhovi prebivajo v kotičkih stanovanj in hiš, kamor človeško oko ne seže, na primer pod omarami ali pa na vrhu omar. V teh prostorih, kjer te duhovi bivajo, tudi zakoni fizike ne veljajo. V maju
Bo pa izšel še 4. Snoopy z naslovom Pasji dnevi. Med knjigami za mladino se že veselimo 3 novih naslovov v že uveljavljeni zbirki Zakladnica slovenskih pripovedi. Prva bo izšla Zakladnica slovenskih pripovedi Uganke, in sicer predvidoma v maju. V njej bodo zbrane slovenske uganke na temo rastlin in živali. Potem v juniju napovedujemo izid 101 najlepše zgodbe, drugi del. Gre v bistvu za izbor najboljše 101 zgodbe iz prvih 7 knjig iz te zbirke. Potem pa v septembru pa sledi še izid pregovorov, prav tako na temo rastlin in živali. Med mladinskim leposlovjem bi pa še posebej rada izpostavila prevod francoskega romana s trenutno še delovnim naslovom Rešitelj in sin, 1. sezona. Avtorica je Marie-Aude Murat, ki je ena najbolj prepoznavnih in nagrajenih francoskih otroških in mladinskih pisateljic in je tudi prejemnica najvišjega francoskega priznanja Legije časti za svoj doprinos k skupnemu dobremu in na področju otroške literature. Leta 2018 je bila avtorica tudi nominirana za nagrado Hansa Christiana Andersena. Njena najbolj znana knjiga pa je Oh Boy, ki je dobila kar 30 nagrad, bila predelana v gledališko igro, v film, izšla pa je tudi v slovenščini. V zbirki Rešitelj in sin, namenjeni starejšim od 13 let, je doslej izšlo 6 knjig. Glavna oseba v njih pa je otroški psiholog, Sauveur Saint-Yves, ki v svoji ordinaciji sprejema mladostnike z različnimi težavami, precej resnimi težavami, kot so samopoškodovanje, anksioznost, odvisnost, prevpraševanje spolne vloge. Skratka, s težavami, ki so dandanašnji še vedno tabu. V prvi knjigi, v prvi sezoni, tako med drugim spoznamo 14-letno Margot, ki si reže rame, 12-letno Elo, ki zaradi strahu omedleva pred profesorjem latinščine, 9-letno Cyril, ki še vedno moči posteljo, in pa 16-letnega Gabana, ki vse noči igra igrico World of Warcraft in je povsem opustil šolo. Na drugi strani ima pa potem tudi glavni junak neke svoje težave, in sicer s svojim 8-letnim sinom kar ne more govoriti o nesreči, v kateri je umrla njegova mama. Knjige iz zbirke so prejele pozitivne kritike številnih francoskih in belgijskih časopisov in revij, med drugim Le Parisien, Le Figaro Littéraire, Lecture Jeune, pa Lire. Prve 3 knjige iz zbirke pa so tudi prejele nagrado Le Pépite, ki jo podeljuje francoska televizija na podlagi glasov gledalcev. Želimo si predvsem, da bi ta knjiga, ki obravnava res pomembne tematike za mladostnike, našla pot med njih. Nadaljujemo z leposlovjem za odrasle. Že v januarju je izšel Ezan. Gre za lirični roman, postavljen v čas Otomanskega imperija. Izpod peresa večkrat nagrajene hrvaške prevajalke, pisateljice, pesnice, tudi 2-kratne udeleženke festivala Vilenica, Ivane Šojat. Ezan je njen prvi roman, ki je preveden v slovenščino, pod prevod pa se je podpisal Jure Potokar. O romanu Ženske, o katerih razmišljam ponoči, avtorice Mije Kankimeki. Gre za preplet biografije in pa popotniškega dnevnika.
Samo besedilo pa opisuje pot avtorice, ki na Finskem pusti službo v Afriko, kjer razišče področje, kjer je živela Karen Blixen, avtorica knjige Spomin na Afriko. V iskanju zdravila za svojo depresijo se potem avtorica nato poda na Japonsko in potem okoli sveta po stopinjah ženskih raziskovalk iz 19. stoletja. Nazadnje pa pristane v galeriji Uffizi v Firencah, kjer poskuša najti dokaze za renesančne slikarke. In se obenem sprašuje, če so vse te ženske uspele v svetu pred več kot 100 leti, zakaj ne bi tudi jaz? Gre res za roman za 21. stoletje, posvečen uspešnim in pogumnim ženskam iz zgodovine, ki pa so zaradi različnih socioloških in kulturoloških dejavnikov nekako izgubile mesto v zavesti ljudi. Pri Didakti bomo letos izdali tudi 3 kriminalke. 2 spadata bolj pod skandinavski noir, 3. pa pod skandinavski blank. Več o tem malce kasneje. Lovec na čarovnice in Mreža zla sta prva 2 romana iz serije o detektivki Jessiki Niemi, izjemno uspešnega finskega avtorja skandinavskega noirja Maxa Seka. Avtor je na Finskem zaslovel že s svojim prvencem leta 2016, Hamurabijevi angeli, ki je bil prodan v več kot 40.000 izvodih in je lani izšel tudi pri naši založbi. V Lovcu na čarovnice se Jessica loti preiskave umora žene slavnega pisatelja Rogerja Koponema in ko se zgodi še več umorov, ugotovi, da je naslednji serijskemu morilcu, ki se očitno ukvarja z okultizmom. Umori pa so identični tistim v Rogerjevih uspešnicah. Knjiga je prejela kar nekaj nagrad, pravice so bile prodane že več kot 26 držav, uvrščena je bila tudi na listico uspešnic New York Timesa in Spiegla, po njej pa bodo Američani posneli tudi serijo. V drugem delu Mreža zla pa Jessica in njena ekipa raziskujeta izginotje 2 mladih blogerjev z Instagrama. Nekdo je na njuna računa nalepil nenavadno fotografijo s svetilnikom in pesmijo, ki opisuje njuno smrt. Jessica kmalu ugotovi, da sta obe izginotji povezani. Na desni pa imamo angleško naslovnico romana Oddelek za občutljive zločine, avtorja Aleksandra McCalla Smitha. Gre za izredno plodovitega britansko-zimbabvejskega pisca, ki je v angleško govorečem prostoru prodal že več kot 40 milijonov knjig in je preveden v več kot 45 svetovnih jezikov. Pri nas je verjetno najbolj poznan po svoji seriji Prva damska detektivska agencija. V septembru 2021 pa bo torej izšel prvi roman v seriji zabavnih kriminalk Oddelek za občutljive zločine. Gre za detektivsko serijo o švedskem detektivu Vargu, zaposlenem na malmojskem oddelku za občutljive zločine. V prvem delu se Varg sooči z nenavadnim vbodom, skrivnostnim izginotjem ter nenavadnim nočnim dogajanjem v morskem letovišču. Treba pa je povedati, da ne gre za tipično skandinavsko kriminalko, čeprav ima tudi Varg kot severnjaški detektiv svoje hibe, temveč gre v bistvu za antipod skandinavskemu noirju, skandinavski blank. Začinjen s čepcem britanskega humorja in zapakiran v lahkotno branje. Pri čemer pa tudi ne manjka avtorjevih pronicljivih opazk o običajnem življenju nas vseh. Pri založbi Didakta napovedujemo tudi izid zgodovinskega romana Poslednje kraljestvo, in sicer v juniju. Gre za prvi del trenutno 13-delne istoimenske zgodovinske serije, prav tako plodovitega britanskega pisca Bernarda Cornwella. Zgodba je postavljena v Anglijo 9. stoletja, ko se britanski otok šipi pod nadvlado danskih zavojevalcev vikingov. Prvoosebno pripoved pripoveduje Uhtred, mlad bojevnik angleške krvi, ki po umoru svojega očeta in ugrabitvi odrašča pri vikingih
in je razklan med poganstvom in pa krščansko vero. Kar naenkrat se potem znajde v viharju resnične zgodovinske pripovedi o nastanku kraljevine Anglije pod vodstvom kralja Alfreda. Po romanu so posneli tudi uspešno serijo The Last Kingdom, ki je trenutno na Netflixu v 4. sezoni. Sedaj pa še nekaj besed o priročnikih za starše, vzgojitelje in učitelje. Predstavila bom 2 knjigi. Prva je Kaj razmišlja moj najstnik, ki je nadaljevanje uspešnice istih avtoric, Kaj razmišlja moj otrok, ki je pri Didakti izšla lani. Ta priročnik je, kot že ime pove, namenjen staršem najstnikov in najstnic. Začetek knjige predstavlja kratek uvod v delovanje najstniških možganov in način, kako najstniki razmišljajo, da bi starši lažje razumeli, zakaj se najstniki obnašajo tako, kot se. Nato pa sledijo primeri več kot 100 različnih vsakodnevnih situacij. Med drugim, na primer, ko vam najstnik reče, vedno sem vsega kriv jaz, ali pa ko vam najstnica reče, ničesar nimam za obleči. In potem na 2 straneh je vsaka situacija tudi razložena na način, da je pojasnjeno ravnanje najstnikov, potem sledi podrobna razlaga najstniškega mišljenja in tudi mišljenja staršev v zvezi s težavo. Na zadnje pa sledijo še nasveti, kako to situacijo rešiti na kratek, pa tudi na dolgi rok. V knjigi so seveda obravnavane tudi nekatere precej težke teme, in sicer zasvojenost, igranje računalniških iger, popuščanje v šoli, pritisk vrstnikov, najstniško nasilje, pa recimo spopadanje s spolno identiteto. Z velikim veseljem pa napovedujemo tudi izid zadnje posthumno izdane knjige znamenitega danskega vzgojitelja Jesperja Juhla, avtorja velikih uspešnic, kot so Kompetentni otrok, Reci ne brez slabe vesti, Vodja kar dela. V tem delu so podane in predstavljene teme, vezane na obdobje izbruhov jeze, pa stres povezan s šolo in adolescenco. In bistvo dela je v sporočilu, ki odseva tudi Juhlov življenjski moto. To se pravi, da je vzgoja stvar spoštovanja. In avtor pravi, da je prav vse težave, ki jih imajo starši, lažje rešiti, če so prisotni spoštovanje, zaupanje in pa ljubezen. Predvsem se morajo pa starši zavedati, da ni bistvo to, da otroci spoštujejo starše, ampak mora biti tudi obratno, da starši spoštujejo otroke. In knjiga ponuja nekaj idej, kako to rešiti. Zahvaljujem se vam za pozornost in poslušanje. Prijetnega sodelovanja si pri Didakti želimo tudi v prihodnje in upamo, da se naslednje leto že vidimo v živo. Hvala.